Zavod za zaposlovanje je naredil raziskavo med delodajalci in napovednik za leto 2017 in seveda kaže zelo pozitivni trend, kajti delodajalci so za prvo polletje v letu 2017 napovedali pozitivno rast zaposlovanja, povpraševanje po dodatnih delavcih in sicer za 1,5 odstotek glede na leto 2000, povečanje glede na leto 2016, kar pomeni povpraševanje po več kot 22.300 delavcih. Rezultati Manpower Group raziskave za obdobje med januarjem in marcem leta 2017 razkrivajo, da so slovenski delodajalci zelo optimistični, saj znaša neto napoved zaposlovanja kar plus 17%. In to je najvišja napoved od pričetka izvajanja raziskave v letu 2011. Med regijami so manjša odstopanja. V osrednji slovenski regiji je neto napoved plus 19%, v jugozahodni regiji 18%, jugovzhodna 14% in severozahodna 13%. Največ povpraševanja bo zagotovo v industriji, v predelovalni dejavnosti, kjer je opaziti največje povečanje. Predvsem veliki delodajalci so zelo optimistični, kar 25% jih za naslednje leto napoveduje rast zaposlenosti. Potem je to tudi v panogah informacijskih in komunikacijskih storitev, potem v prometu, skladiščenju, tudi v gostinstvu, v trgovini, zdravstvenih, socialnih dejavnostih, komercialnih storitvah, zavarovalništvu. Predvsem bi pa poudarila tudi raznovrstne poslovne dejavnosti, kamor štejemo tudi dejavnosti zaposlovalnih agencij, kar pomeni, da bodo podjetja, predvsem proizvodnja, povpraševala tudi po najetih delavcih preko agencij. Najmočnejše zaposlitvene priložnosti so v panogah, kar v 4 panogah od 10. To je proizvodnja, gradbeništvo, hotelstvo in gostinstvo ter socialne storitve in javna uprava. Zavod za zaposlovanje bo v letu 2017 nadaljeval z ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki so že letos zelo aktualni na trgu dela. Zagotovo bodo to različne vrste izobraževanj in usposabljanj za brezposelne osebe. Tukaj poudarjamo zelo usposabljanje na delovnem mestu, kjer lahko določene kompetence in delovne izkušnje pridobijo naši kandidati pred zaposlitvijo. Za delodajalce bodo pa zagotovo zanimive tudi finančne spodbude. Pripravljamo za zaposlitev mladih za nedoločen čas. To bo novost, kajti prvi izziv subvencija se je letos zaključila. Potem pa ostajajo še različne spodbude za dolgotrajno brezposelne in nižje izobražene, predvsem za mlajše od 30 let ali pa starejše od 50 let, tako kot so bili doslej. Zanimivo in vedno zelo iskano je tudi javno delo in s temi programi v 2017 tudi nadaljujemo. Kajti 22.000 delovnih mest, ki se nam obeta v naslednji pol leta, obeta tudi možnost zaslužka. Samo spreminjati bo treba naše razmišljanja o poklicih.